14. februarja sta se na Gospodarski zbornici Slovenije na prvem uradnem srečanju sestala predsednik GZS, magister Samo Hribar Milič in novi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, magister Radovan Žerjav. Vsekakor se mi minister za gospodarstvo zdi zelo pomembno, da ima ministrstvo za gospodarsko zbornico v tem kriznem času zelo tesne stike. Pogovarjali smo se tudi zelo konkretno. Srečanje se je zaključilo z mislijo, da istočasno imamo pa številne probleme in želim si, da bi z neko celovito razvojno industrijsko politiko pripravili nabor takih ukrepov in take okoliščine, da bomo res lahko potem imeli nek optimizem glede prihodnosti. Gospodarska zbornica Slovenije bo podprla vladne ukrepe za oživitev gospodarstva, vzdržne javne finance in povečanje števila delovnih mest. To je bil najpomembnejši sklep 4. seje upravnega odbora GZS. Gosta seje dr. Mitja Čok in dr. Boris Majcen sta predstavila raziskavo napovedani ukrepi za vzdržne javne finance v luči ekonomske stroke in gospodarstva. Gospodarstveniki pa opozarjajo, prihodkovna stran absolutno mora dirigirati odhodkovno plat. In ta odhodkovna plat, hočeš nočeš, se mora prilagajati gospodarstvu. V februarju so se na GZS sestali tudi strateški sveti za energetiko in politiko gradnje, trg dela, varstvo okolja ter podjetništvo. Področje je izjemno pomembno tudi v okviru gospodarske zbornice, saj je v naši sestavi precejšnje število tudi malih in srednjih podjetij, tudi mikropodjetja. V sodelovanju s Hongkonškim ekonomskim in trgovinskim uradom vlade Hongkonga je GZS v začetku meseca pripravila sprejem ob kitajskem novem letu. Udeležili so se ga predstavniki vladnih institucij in slovenskih podjetij, ki so prisotni na kitajskem trgu tako s prodajo. Temu smo utrli svojo pot, imamo pomemben tržni delež. Ime Fotona je ugledna blagovna znamka. Kot s proizvodnjo. Torej, mi smo točno 10 let zdaj na kitajskem trgu z proizvodnjo. Razvijamo v Sloveniji, realiziramo na kitajskem. Gospodarstveniki so se na GZS srečali tudi z veleposlaniki in ekonomskimi svetniki, akreditiranimi za Slovenijo. Tradicionalni dogodek s številnimi udeleženci je potrdil velik pomen izvoza za slovensko gospodarstvo. Tista podjetja, ki imajo močan izvoz, lahko ta izvoz tudi v naslednjih letih povečujejo. Letošnje aktivnosti GZS na področju mednarodnega sodelovanja je ob tej priložnosti predstavil direktor Centra za mednarodno poslovanje. V Centru za mednarodno poslovanje bomo v letošnjem letu pripravili več kot 100 aktivnosti. Ob predstavitvi programa za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva vodilnim predstavnikom sindikatov je zbornični program Go International Slovenija kot priložnost za nova delovna mesta pozdravil predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, magister Dušan Semolič. Menimo, da je ta projekt, ki ga ima gospodarska zbornica, projekt vreden podpore in verjamem, da ne samo država, pač pa tudi sindikati bomo ta prizadevanja podpirali. Seminar Kako poslovati s Slovaško je Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve pripravila pred načrtovano gospodarsko delegacijo ob obisku predsednika dr. Danila Türka na tem obetavnem trgu. Predstavljene so bile možnosti za medsebojno gospodarsko sodelovanje in praktične izkušnje pri poslovanju. Od gospodarske delegacije pričakujejo konkretne povezave, zelo konkretne kontakte in zelo konkretne rezultate. 50 podjetij z področja informacijsko-komunikacijske tehnologije se je udeležilo letnega kick-off srečanja članov sekcije Zitex. Sekcija je stična točka slovenskih razvojno in izvozno usmerjenih podjetij, ki si prizadevajo za dvig konkurenčnosti in internacionalizacijo tega gospodarskega sektorja. Informatiki, ki smo tipično manjše podjetje, če se zložimo skupaj, lahko dosežemo dosti večje prebojne rezultate. Eden od instrumentov politike EU za promocijo in podporo pospeševanja konkurenčnosti in inovativnosti gospodarstva je Evropski komunitarni program CIP. Na informativnem dnevu na GZS je bil predstavljen letošnji razpis ter slovenske izkušnje pri sodelovanju v programu, ki omogoča podporo različnim deležnikom pri razvoju, predvsem pa tudi uvajanju in uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Ali lahko kompetence bistveno vplivajo na konkurenčnosti te podjetij, je skušal ugotoviti posvet v sklopu projekta Kompetenčni center za razvoj informacijskih storitev. Vse bolj se kaže, da so za uspešno delo strokovnjakov potrebna interdisciplinarna znanja, glavni cilj projekta pa je povečati konkurenčnost podjetij in posledično tudi stroke skozi ustrezen razvoj kompetenc. Skupaj s socialnimi partnerji v projektu Inodel pa je GZS pripravila konferenco Vsi aspekti delovnega okolja. Ideja projekta Inodel izhaja iz potreb po iskanju takih rešitev delovnega okolja v delovnem okolju, ki bi pripomogle po eni strani k boljšim učinkom podjetij, po drugi strani pa k večjemu zadovoljstvu zaposlenih.